Pozdravljeni, tokrat v 6. oddaji oziroma 4. koraku osebne transformacije ali pa 4. koraku vzpostavljanje notranjega miru. Namreč vedno, ko pravzaprav iščemo v življenju ali pa kogarkoli pravzaprav vprašam, kaj išče v življenju ali pa kar si želi, po vseh teh, ko nekateri prepotujejo ves svet, iščejo, različne odgovore v raznih poživilih, obredih, ne vem, kjerkoli. Vsak na koncu reče, samo vse, kar si želim notranji mir. No, in ravno teh 7 korakov govori, kako vzpostaviti ta notranji mir. V tej oddaji ni še vsega konec, pravzaprav govorimo še vedno na splošno, zato da pravzaprav se šele pripravimo na to, kar bomo zares počeli. Ampak nekateri, ki ste že v procesu te transformacije ali vzpostavljanja notranjega miru, pa mogoče niti pravzaprav ne veste, je dovolj, da vas že na nekatere stvari spomnim. Torej, če se spet vrnemo k Marku Aureliju, rimskemu cesarju izpred skoraj 2000 let, pravi tako: Otresi se utvare, da se ti je zgodila krivica, pa ne boš več tožil, da si užaljen, otresi se tožbe, pa bo izginila tudi žalitev. 2000 let nazaj. In tako, ko smo pravzaprav v 3. fazi spoznali, da gre v resnici za to, da spustite tisto, kar ni vaše. Namreč v 3. fazi pravzaprav smo začeli spoznavati, pravzaprav ozaveščati, kar ni naše. Torej, kot sem že neštetokrat napisal in povedal, da pravzaprav v zgodnjem otroštvu dobimo vsajeno neke druge vzglede, ki niso naši, ki so pravzaprav slike iz okolice. In mi po tem scenariju, po teh slikah živimo. Zato smo nesrečni, ker živimo po pravilih drugih, ne po pravilih ali pa po tistem, kar čutimo. In da se osvobodimo teh nekaj korakov, so potrebni prvi 3 koraki, da sploh se zavemo, kaj je naše, pa kaj ni naše. In to ponavadi, na kaj smo najbolj navezani, ker smo čustveno odvisni, kakorkoli so to stvari, ki niso naše. In v 3. koraku je čas, da se od tega poslovimo. In to je pravzaprav najtežje, zato toliko spodbujam telesna aktivnost, čustvena stabilnost, intelektualna ravnovesje in duševni mir. Vse te 4 komponente pravzaprav zajamemo, da lahko gremo iz koraka v korak. Oziroma, da lahko spustimo tisto, kar ni naše. Mi se v osnovi navežemo na nekaj, kar potrebujemo od zunanje potrditev. In ta zgodba dejansko na nek način ni naša. V 4. fazi se pravzaprav nahaja, to bi lahko rekli, če spet gledamo skozi svetlobo, da je to zelena barva. In glede na to, da je barva Slovenije zelena, bi lahko, ne glede na to, da se spet nekje pojavlja rdeča, bi vseeno lahko dejali, da je Slovenija sedaj v tisti fazi, ko odpušča staro. In če pogledamo, kaj po Maslowu pravzaprav pravijo, katere potrebe zaznava naša zavest, je potreba po ugledu, spoštovanju, da bi bili od drugih deležni pozornosti, spoštovanja, pomembnosti. In seveda ta pomembnost mora pravzaprav prihajati iz nas samih. Torej, naš potencial, naš pravi jaz mora biti na nivoju, kjer sami sebi dajemo to potrditev in spoštovanje, kajti šele takrat bomo spoštovani od drugih. Vkolikor pa je v nas to, kar je vsajeno v nas, in to rabi potrditev, potem pa pride v ospredje narcisoidnost, egoizem, skratka, taki zelo negativne stvari,
namreč ravno zaradi tega, ker vse, kar je od zunaj, kar je prišlo od zunaj v nas, potrebuje tudi od zunaj potrditev. In to so nezdrave stvari, tam se mi v bistvu počutimo nezadovoljni. Mogoče v nekem določenem trenutku smo zadovoljni, ampak vedno smo potem utrujeni, žal nam je, da se to zgodilo, ampak v tistem trenutku si pravzaprav nismo mogli pomagati. Če govorimo o tej, če gledamo pa skozi oči spet teh energetskih pol ali čaker, tukaj pa je pa ravno to je v bistvu srce, pljuča, želodec, jetra, torej ta osrednji del. In tukaj ponavadi, ko začnemo stare stvari spuščati, velikokrat se to zgodi, ko gremo s partnerji na razen, ne, s tistimi, ki nam niso bili pravzaprav usojeni čustveno, ali pa, bom rekel, usojeni iz naše notranjosti, ampak so nam bili pravzaprav dani od zunaj, zato da so potešili neko našo psihološko potrebo, ki je bila od zunaj vsajena, potem začutimo tukaj bolečino. Ko imamo občutek, da nam se trga srce, ker nam nekdo odhaja, je v osnovi poanta v tem, da nas osvobaja. In to bolečino, ko jo čutiš tukaj, morate biti pravzaprav zahvalni in reči hvala Bogu, idi čim prej. Pa ni on nič slab, ne. V bistvu smo ga mi zbrali, torej smo mi v bistvu bili slabi, oziroma je bilo nekaj v nas tako slabega, da nismo bili dovolj močni, da ga sploh ne bi spustili v svoje življenje. Torej, seveda, če pa nekoga predolgo držimo ali pa ga ne moremo spustiti, pa bi rad nekdo odšel, potem se pa lahko v tem delu telesa začnejo rojevati različne bolezni. No, da če se še vrnemo malo nazaj, še nazaj k starim Egipčanom, ki pravijo, da je 4. raven zavesti človek. Povprečen človek se nahaja samo stopnjo višje od živali. Njegovo zavedanje je na materialni ravni, ima intelekt in sposobnost razmišljanja, vendar istočasno deluje tudi na predhodnih ravneh, torej žival, rastlina, mineral. Ima intelekt in sposobnost razmišljanja, vendar istočasno deluje tudi na predhodnih ravnih, še enkrat sem isto vrstico prebral, na materialni s tem, da ima telo, na vegetativni z iskanjem, hranjenjem in prebavo hrane, na živalski ravni s čustvi, željami, simpatijami in antipatijami, vendar je njegova največja značilnost ravno njegov intelekt. Človek lahko zavestno razmišlja. Torej, ko se mi ljudje pravzaprav rodimo, se že rodimo na 4. stopnji zavesti. Torej, samo v prvih 6 letih bi se otrok moral z vzgledom naučiti od staršev samo 5., 6. in 7. stopnjo. Se pravi, v 5 letih bi se on mogel pravzaprav popolnoma osvoboditi in biti svoboden. Če gremo še bolj nazaj, oziroma tu nekje vmes, na 4. spoznanje iz celestinske prerokbe, ki pravi: ljudje bodo doumeli, da je vesolje sestavljeno iz dinamične energije, ki nas vzdržuje in se odziva na naša pričakovanja. Vendar bodo spoznali tudi to, da so ločeni od prvotnega vira energije, da so sami pretrgali vez in se zato počutijo šibke, negotove in pomanjkljive. Zaradi tega pomanjkanja se človeška bitja že od nekdaj trudijo, da si poveča svojo osebno energijo na edini način, ki ga poznajo. Skušajo jo psihološko krasti drugim, in to je tisto podzavestno tekmovanje, ki je vzrok vsem človeškim navzkrižjem po svetu. To se torej zgodi samo takrat, če smo vzgojeni v duhu, kaj bodo rekli drugi. Se pravi, to so že pred 2600 leti, nekdo je to napisal v celestinski prerokbi, torej, če govorimo o isti psihologiji, pomeni, da to je mogla biti ista civilizacija ali pa vsaj del naše zgodbe. No, in če zdaj pogledamo v dinamični model vodenja, torej 4. fazo, Serious Personal Transformation, ki se imenuje Serious Personal Goal, pomeni postavljanje ciljev.
Sedaj gledamo na svet s popolnoma drugačnimi očmi in si postavimo nov cilj. Odločamo se, kaj bomo naredili z vzrokom, če želimo iti dalje na stopnji modrosti. Se moramo odločiti, da ta vzrok večno ne bo vplival na naše počutje. No, da smo pa pri modrosti. Namreč pred nekaj časa sem se pravzaprav vprašal, kaj modrost je. In potem sem iskal definicijo modrosti in nisem našel nikjer. Najbolj približna definicija modrosti je pravzaprav bila ta staroegipčanska, kjer sem lahko modrost poistovetil z zavestjo. Se pravi, da se mi tega zavedamo, več ne delamo napak in smo toliko bolj modri. Ampak kdaj smo še bolj modri, sem se spraševal. No in s preučevanjem ali pa iskanjem teh podatkov sem potem prišel pri Egipčanih do tega, da pravzaprav so 7 stopenj zavesti definirali. Mi smo danes govorili o 4. No in jaz sem potem iz tega naredil 7 stopenj modrosti. Tako da se pravzaprav tukaj pogovarjamo predvsem o modrosti. Kaj pomeni biti bolj moder? Torej, lahko rečemo, da to 7 korakov biti modrejši, ali 7 korakov osebne transformacije, ali 7 korakov vzpostavitvi notranjega miru. To je vse več ali manj isto. Ampak ta notranji mir, ki ga vsi pravzaprav iščemo, je na nekako, rečemo, da tisti, ki bo najbolj izstopal. Torej, ko sem omenil, je zdaj v tem, ko smo mi v bistvu na nek način spustili tisto, kar nas je držalo nazaj, to pomeni, da se najdemo v nekem vakumu. Ta 4. faza je lahko zelo, zelo naporna, predvsem zaradi tega, ker je velika negotovost. Kam zdaj? No, tukaj pa v bistvu pridejo tehnike neurolingvističnega programiranja zelo dobro, kajti postavimo si na nek način nek umeten cilj. Kaj bomo mi v prihodnje delali? In kako si pravzaprav postaviti ta cilj, kaj bomo mi v prihodnosti delali, je ne to, da pogledamo po drugih okoli, ne? Ali pa kak film, temveč da pogledamo v svoje zgodnje otroštvo. O čem smo sanjali, ko smo bili mali fantki ali male deklice? Kaj bo ta fantek ali ta deklica, ko bo velik? Seveda ne gre dobesedno, če govorimo, da bomo astronavti ali pa zdravniki. Moramo to prevesti na sedanji stanje, kaj danes počnemo ali pa kako je šla naša življenjska pot. In iz tega počasi v bistvu pravzaprav razvijamo ta naš cilj, kaj v življenju v resnici hočemo. Ampak ni nujno, da je to končni življenjski cilj. Je pa dovolj, da nas pomakne v neko smer. Mi v osnovi se moramo premikati in to je pomembno. In potem, ko se premikamo, več čas se ukvarjamo s tem, da smo v ravnovesju in to pomeni, da smo v gibanju, da ne moremo postati ena mlaka, ki vse smrdi in je slabega vonja in slabega okusa. In to se takrat, se pravi, če ste v fazi, ko ne veste, kako naprej, ko vas vse stiska, pomeni, da ste v bistvu na dobri poti, ker ste se znebili starega, odvisnega, niste več odvisni, čeprav bi šli radi nazaj, ker ste vse tisto poznali in je bila to na nek način vaša navidezna varnost. In sedaj je to pomembno, da ste že sedaj menjali prehrano, da imate zdravo gorivo v telesu, da ste že športno aktivni, dovolj kondicije, da se začnete ukvarjati z nečim, kar vas zabava, ali pa tudi, če nekaj naporno, pa vam ni všeč, hodite v službo, ki vam ni všeč, in začnete delati na ta način, da bo za vas zabavno. To pomeni, da ste na dobri poti. Se pravi, tukaj v 4. koraku poiščete cilj, o čem ste sanjali, ko ste bili še zelo, zelo mali. Odvisno, kako daleč se spomnite. In na ta način